Ja, Mitja se je, ekonomist, potem predavatelj na Filozofski fakulteti, svetovni popotnik. Interes so jeziki, ki so povezani s potovanji, in vse ostalo. Ta knjiga se veže na te izkušnje, a ne, odkrivanja Azije, predvsem v povezavi z jeziki in potovanji, a ne. To se pravi, to je pač en del te moje življenjske zgodbe, ki ni nujno Kitajska, a ne. Ja, Afrika je pa bila tisti moment, ki mi je začel na široko odpirati ta pogled v tretji svet, v ta del sveta, ki ni pač Evropa, evropska kultura, a ne, in je jasno povezan tudi z lokalnimi kulturami, kar ji doda toliko barvitosti in obogati te predele, a ne, da človek lahko kar naprej nekaj išče in se potika. Jaz sem imel to srečo, a ne, da sem imel zelo razumevajoče starše, ki so me jemali na potovanja, recimo že v času gimnazije, ne, v Grčijo in potem v Italijo. So se mi začeli odpirati novi svetovi, tudi na tem kulturnem nivoju, a ne, in jasno jezikovno. In to je bila pol moja kasnejša pot, ne samo Kitajska, jasno, to je bil največji zalogaj, ki je bil čisto en drugi svet, ne, ampak pred kitajščino sta bila že dva neevropska jezika. Najprej je bil Suahili, kjer sem čisto po slučaju naletel na učbenik v eni knjižnici v Ameriki in ga vzel s sabo, da bom imel nekaj v tistem prostem času, ko čakaš na avtobus. Pol pa stvar postane toliko zanimiva, da sem to knjigo skoraj predelal in mi je jasno čez 2 leti kasneje v vzhodni Afriki znanje tega jezika zelo prav prišlo. Ko sem se odpravljal na Japonsko, čez 2-3 leta sem se začel pripravljati na japonščino, zato da sem lahko komuniciral, a ne, ampak tako, kot se reče, mit ahund krah. Ne. Pol so pa tisti jeziki, ki je pa na samem koncu, ne, ta najnujnejše stvari, a ne. To so pa recimo pol arabščina, indonezijščina, a ne. Kasneje pa je prišel ta veliki zalogaj, to je bila pa kitajščina, a ne. Namreč pot na študij na Kitajsko, to se pravi, da sem se tega jezika lotil nekoliko bolj resno, a ne, in jasno je tudi tisti glavni tuji jezik, ki me spremlja ves čas od takrat naprej, a ne. To je bilo čisto drugo okolje, čisto druge navade, zaradi tega sem šel s tistim pristopom, da moraš najprej se sprazniti, vse drugo počistiti in začeti tak eksotičen jezik praktično kot otrok. Kitajska je bila takrat tako rekoč svet zase. Tako zaprta, da je zelo malo informacij prišlo ven in še tisto je bilo nekoliko predelano ali pa preobrnjeno. Tistega pravega znanja je bilo malo, pravega poznavanja, a ne. Mi smo pa padli v tisto situacijo in jasno se nam je svet začel odpirati. Zaradi tega, ker nas je tudi to zanimalo, mi smo ob študiju jezika smo jasno tudi raziskovali tedanjo Kitajsko, ljudi in njihove navade, a ne. Tujci smo bili nekaj posebnega, jasno, na Kitajskem se tujca vidi na 50 metrov, a ne. Ne samo po obleki, tudi glede fizionomije, obraza in tako naprej, ne. To se pravi, se ne moreš skrivati, ne. To se pravi, je najboljši način, da se jim čim bolj približaš. Jasno, Kitajska mi je toliko prirasla k srcu, da sem potem še naslednja leta se tudi vračal na Kitajsko, a ne, v počitnicah, tudi po 2-3 mesece in tako naprej. Življenje me je naneslo na to, ne, da sem na Kitajskem spoznal tudi svojo bodočo ženo, a ne, ki je potem tudi prišla v Slovenijo. In začela se je ta kombinacija dveh kultur, a ne. Tako da ta dvokulturnost je postala čist način življenja, a ne, ki te jasno
bogati. To je potem zgodba, ki se nadaljuje, a ne. Ostanek življenja se odvija v tej smeri. Kajti jasno, tukaj ni ene zadnje točke, do katere bi hotel priti, ne, ampak je to proces, ki se nadaljuje.